negativen ali previden. Ne gre za enak sistem, ne gre za enak model. V času sprememb, ki se pa zdaj definitivno dogajajo, je zelo pogosto naletimo, da je v timu nekdo ali negativen ali pa previden. In pogosto nekateri ljudje delajo, preveč jih enačijo. Zdaj pa negativen človek, poznate negativne ljudi okrog sebe. Vse je ne, zelo radi ogovarjajo, drugi so krivi. Pogosto negativni ljudje izhajajo iz premalo samozavesti, imajo neke slaba prepričanja o sebi in potem tako funkcionirajo navzven. Rešitev za delati z negativnimi ljudmi je, ne prepričuj ga v nič. Delaj svoj posel, v katerega 100% verjameš in si sposoben ga narediti, ga opravljaj, če on opazi, da bi lahko kaj pomagal zraven, super, če ne opazi, potem itek ni za vašo ekipo. Potem najbolj, da gre svojo pot nekam drugam. Če išče pomoč, je druga stvar, mu bo z veseljem pomagal kot mentor, kot svetovalec, karkoli. Ampak če je tako že negativen, da je dejansko ta njegova cona obdobja, da ne rečeš ne, pa imaš mir, potem pa se škoda z njim ukvarjati. In zdaj, če gledamo pa previdnega, je pa totalno drugačna oseba kot negativen. Previdni ljudje pa imajo samo občutek za nevarnosti mogoče malo večji kot ostali. In je v ekipi, kjer so ljudje inovativni, razvojniki, je super imeti enega tazga, ki je majhen bolj previden. Zakaj? Sicer razvojnik, ko naredi neko dobro idejo, pa jo predstavi svoji ekipi in reče, mater, vsi smo za, samo on nas bremza. Ampak ta bremza je priložnost, da ta zakaj, oziroma kako, kaj bomo naredili, kaj bodo od tega naše stranke imeli, kaj bo od tega trg imel, kaj bomo mi od tega imeli, še globje analiziramo, še bolj natančno to zgodbo sestavimo. In ko jo sestavimo še bolj natančno, naredimo veliko za cel projekt. Ne samo, da smo prepričali tega kolega, ki je malo bolj previden, da je rekel ja, da je super, ampak smo naredili tudi nekaj za projekt, kjer nas verjetno potem na koncu ne bo koštalo pretiranega rizika. Moram reči, da v praksi sem že doživel, da smo vsi, ki smo bili bolj šarf, ki smo bolj radi riskirali, že kar malo obupali nad projektom in takrat, ko smo nam vsem dol padlo, je prišel pa tale previdni, preko fantje, dajmo, ni še konc. Se pravi, je v danem trenutku pa on, ki je takrat smo ga prepričali, da je verjel v to zgodbo, nam je pomagal to zgodbo do konca speljati. Zato pravim, negativni pa previdni ne jih enačati, z vsakim pa je treba delati na drugačen način in rešitev je. Spremembe so pa tle, kaj čmo.